Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Tudi tokrat v studiu gostimo ljubiteljskega zgodovinarja Gorana Ajtiča, tudi našega sodelavca, ki nam je pripravil že več oddaj o zgodovini, tokrat o zgodovini Avstrije. Goran, živjo. Lep pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo oddajo. V teh več kot 50 oddajah sva se pogosto dotaknila tudi Avstrije in vsega, kar je povezano z Avstrijo, ampak prav natančno o Avstriji, Avstriji pa še nisva posvetila eno oddajo, recimo. Ne? Tako. In če gremo nazaj, nekaj časa, ko se vse skupaj začelo, smo bili skupaj. Kako? Karantanja? Zanimivo vprašanje tole, nasploh tudi kakšen je sploh izvor tega našega severnega soseda. Če si to ogledava, to smo že omenjali malce v oddajah o starih Slovanih in o Bavarski. Danes bomo pa to bolje intenzivno videli, ker moramo bolj nazaj zopet na začetek, če greva za časa Rimskega imperija, kaj se je sploh tukaj v teh koncih, tudi kjer je Avstrija dogajalo. Takrat bolj znana kot rimska provinca Panonija ali pa Norik ali Noricum, kot so Rimljani pravili tem krajem območja Slovenije in Avstrije danes. In sicer je najbolj pomemben mogoče za zametke avstrijske, če že ne države, pa vsaj mesta Dunaj, rimski cesar Mark Aurelij, ki je živel v 2. stoletju našega štetja in se je nenehno bojeval proti germanskim plemenom na severu imperija. Tako da večinoma je preživel kar v današnji Avstriji, ne v Rimu časa. Postojanko je imel pa zelo vzhodno, v najbolj vzhodnem delu te Panonije, in sicer v mestecu, ki se mu je reklo Vindobona, kar je v bistvu kar so zametki Dunaja. Vindobona. Tukaj vidimo iz tega vin pride izraz za vin ali Viena v angleščini. Dobona, mogoče smo pa določeni Slovani iz te Dobone naredili Dunaj ali tudi izraz za Donavo reko. To ime je zavito malce v meglicah skrivnosti, vendar govori o tem, da vidimo, kako je pač že Dunaj imenovan v latinščini, Vindobona. Tudi same rimske čete s seboj vodi Mark Aurelij, nekaj tudi Egipčanov takratnih, še ki služijo v njegovi vojski, so častili svoje razne kulte, tudi tam okoli Vindobone. Bojeval se je zoper Germane, večina avtohtonega prebivalstva tam tisti čas so bili pa bolj ali manj Kelti in pa seveda Slovani, naši predniki. O tem je pa malo podatkov, vendar pač to je golo dejstvo. In tudi kasneje, če se sprehodiva nekaj stoletij naprej že, v srednji vek, sama Panonija, dežela, kjer je danes Avstrija, se reče Panonija v 9. stoletju. Leta 830 so bavarski grofje ustanovili tako imenovano Panonijo, kjer je večino populacije seveda slovanskega izvora. Zakaj? Še prej vemo, da je nastala velika država imenovana Karantanija, že koncem 6. stoletja, leta 590-595 pri nas. In Karantanija se v 8. in 9. stoletju cepi s časoma na 3 dele. Pri nas, kjer so slovenske dežele, nastanejo Koroška, Kranjska in Štajerska v 9. in nato 10. stoletju. Na severu, severni Karantanci so pa Panonci, današnja Avstrija. Še vedno Slovani, ne? Še vedno Slovani takrat, leta 830, ko je uradno podpisan nastanek te Panonije. Zakaj pa nastane? Pa se mimogrede Avstrijci strinjajo s tem, da jim je njihov izvor slovanski? Nekateri to priznavajo, tudi določeni profesori zgodovine danes v Avstriji, nekateri pa seveda ne, prav nasprotno, ker trmasto vztrajajo in želijo biti Germani, ker vemo, da govorijo danes nemščino in nekako priznavajo le bavarsko za svoj izvor. Vendar ravno v Panoniji tukaj leži ta odgovor. Nastala je kot obrambna, bomo rekli, dežela pred drugo slovansko deželo, pred Veliko Moravsko, ki je na današnjem vzhodnem Češkem. Kasneje tudi kot branik pred madžarskimi hordami, ki že odirajo, tako na Moravsko, kot tudi v Panonijo. In ti bavarski knezi, grofje večinoma, ki vladajo v Panoniji, poslani so strani bavarskega vojvode,
vladajo tukaj nad slovanskim narodom in kaj se dogaja. Bolj kot ko udirajo Madžari v Panonijo, sploh leto 907 je zelo hudo, začetek 10. stoletja, ko je velika bitka pri Bratislavi. Germani in Slovani na eni strani in Madžari na drugi v tej bitki. Madžari so pač tu zmagoviti in Panonija takrat propade. Vendar pa bolj, ko je bil ta madžarski pritisk hud na Panonijo, toliko bolj se slovansko prebivalstvo v strahu pred madžarskimi vandali, pred novimi vdori. Pred osvajalci se veže na svoje bavarske gospodarje in narod počasi začne sprejemati nemški jezik in nemško kulturo. Češ bolje, da postanemo Bavarci, kot da nas požro strašni Madžari. Tako se začne Panonija počasi germanizirati. Bodoča Avstrija. To je zanimiv podatek. In kaj lahko štejemo za nastanek Avstrije, v kateri datum oziroma leto? Tako, da če govorimo, pa zdaj pridemo pa že do nastanka moderne Avstrije oziroma tiste, ki je dan danes poznamo. Panonija je obstajala kratek čas, torej od leta 830 pa do leta 907, ko bitka pri Bratislavi žalostno konča to Panonijo in pade za nekaj časa pod Madžarsko, to območje Panonije. Slovaški takrat se reče recimo pa Dolnja Panonija. Tako rečejo pa Slovaki sebi, ker tudi oni so ena stranska linija severnih Karantancev. In poleg nas so danes še edini Slovani, tudi oni, kot vemo, Avstrijci pa postajajo Bavarci oziroma Nemci. Takrat naprej. Ampak od leta 907 pa do leta 955 potem niti Panonija, niti Avstrija ne obstaja tam, ker imajo to Madžari v rokah in širijo vpliv nad prestrašenim prebivalstvom. Šele leta 955, torej čista sredina 10. stoletja, ko pride pa na Bavarskem do bitke pri Lechfeldu, to je v bližini Augsburga, malce bolj zahodno od Münchna, da si prebivalci predstavljajo, kjer pa nemški cesar in bavarski vojvoda strahovito porazita Madžare. Madžari se omaknejo vzhodno, pač na območje, kjer je današnja Madžarska in tam ustanovijo tudi to svojo, bomo rekli, sodobno državo. Enemu od teh, Burhard je eden od teh grofov bavarskih, ki se je bojeval zoper Madžare, pa bavarski vojvoda pokloni območje nekdanje Panonije, ki so takrat dali od leta 955 v nemščini enostavno imenuje vzhodna dežela ali Österreichi, vzhodni rajh, Österreich, kar pomeni vzhodna dežela ali kasneje Österreich, kar je nemški izraz za Avstrijo. To je nekako leta 955 in od takrat dalje ima Avstrija sodobno ime in tudi precej je že germanizirana strani Bavarcev. In kaj je bila takrat kraljevina? Ne, takrat je še vedno samo mejna grofija. Zakaj mejna grofija? Vsi ti vojvodi, ti grofje, ki so nastavljeni strani bavarskega vojvode, ki ima še vedno glavno roko in besedo nad Avstrijo. Pač mejna grofija med Bavarsko in med Madžarsko. Mejna grofija ima vedno obrambne namene. Še vedno je Bavarce strah, da bi Madžari udrli proti Bavarski in zato je Avstrija kot neka meja vmes oziroma neka vojaška postojanka. Tudi bavarska hiša pride vladati sedaj tej mejni grofiji Avstriji, to je hiša Babenberžanov. Oni bodo kar dolgo vladali, od 10. do 13. stoletja. To je prva hiša na avstrijskem prestolu, grofovska. Torej, v kakšni samostojnosti težko govorimo, ne? Težko govorimo. Sedaj se ogledamo še do 13. stoletja. Kaj se dogaja pa še okoli Avstrije, v zahodni deli? Sama Avstrija, o kateri sedaj govorimo, še ni tako strnjena in velika, kot je današnja, da si bodo gledalci predstavljali. Gre za vzhodne dele Avstrije, se pravi današnja Dolnja in Gornja Avstrija, kjer so Dunaj, pa tudi mesti Linz in Wels, malce bolj zahodno. Vse ostalo pa sploh še ne spada pod Avstrijo takrat. Na jugu imamo Štajersko, Koroško in Kranjsko, čemur se reče notranje avstrijske dežele in tukaj je večinoma naš slovenski narod, ki pa se bolj uspešno germanizaciji upiramo, še danes imamo svoj jezik. Prestolnica teh dežel... Bolj angleščina prevladuje. Bolj ali manj danes, ja, res je. Tukaj je glavno mesto Gradec, recimo. Tudi staroslovansko ime za Mali Gradič ali Gradec, ki je prestolnica Štajerske še dan danes. In vladajo Traungavci, hiša Traungav. Nimajo nobene veze z Babenberžani še v Avstriji. Oni so recimo med drugimi zaslužni tudi za samostan Žičke Kartuzije,
tukaj na slovenskem Štajerskem, če je komu to znano, pač, Ja. ker so Zanimivo povabili zagledati, ja. pač kartuzijane, da so se tam naselili. Potem še bolj zahodno od Avstrije nastane še ena grofija, ki se reče Tirol v nemščini ali Tirolska, po prvi dinastiji, ki vlada. Grof je Tirolski ali hiša von Tirol. To je tudi še ločeno. In pa seveda še ena kneževina Salzburg ali Salzburška, med Tirolsko in med Avstrijo vmes, ki pa je tudi neodvisna, nima nobene veze z Dunajem in z Avstrijo takrat. Tukaj seveda so vse te dežele bolj ali manj tudi slovanskega ali keltskega izvora sprva, vendar jih Bavarci že germanizirajo. Salzburg je zanimiva, ker je edina škofija tu in vsakokratni škof Salzburga je obenem tudi kar knez države Salzburške. Takšna je ureditev avstrijskega cikla med 10. in 13. stoletjem. No, vmes pa se pojavi, ne čisto on, ampak Robin Hood, ne? Aha, no, sedaj pridemo do enega, zanimivo, ko si omenil, do recimo 12. stoletje, ko vlade eden večjih babenberških grofov, takrat že vojvoda, ker Avstrija v 12. stoletju dobi že titulo vojvodine, že napreduje, pač navzgor. Počasi gre to? Počasi nemški cesar da titulo vojvodine, že leta 1156. In eden najbolj znanih teh vojvod je Leopold V. Babenberški, tudi zelo plemeniti. Udeleži se recimo Tretje križarske vojne, ki takrat zajame Evropo. Skupaj z angleškim kraljem Richardom Levjesrčnim, zato si omenjal Robina Hooda, ja. Predvidevam, to je to. S francoskim kraljem in tudi s svojim fevdalnim gospodom, nemškim cesarjem, se Leopold V. odpravi bojevati v Jeruzalem. Ko križarji premagajo muslimansko-arabsko vojsko pred Akro, mesto v Izraelu oziroma Palestini, kakorkoli že obrnemo, angleški kralj nesramno odstrani avstrijsko zastavo Leopolda V. In tukaj pride do hudega spora med Avstrijo in med angleško kraljevino. Leopold se jezen vrne iz križarskega pohoda nazaj na Dunaj v Avstrijo in tudi, ko Richard Levjesrčni sedaj potuje domov, po koncu križarske vojne, potuje preko Avstrije in želi preko Bavarske, ker na Bavarskem vlada njegovi hiša Welf ST, vojvodi Bavarske, ki so takrat oddaljeni sorodniki angleškega kralja. Tam ne bi imel Richard Levjesrčni zavetje. Vendar ga v Avstriji prepoznajo, Leopold V. je še vedno užaljen, kar je Richard storil v sveti deželi, in ga zaprejo. In Anglija mora izbrati vsega skupaj 35.000 kilogramov srebra, da lahko odkupi svojega kralja. Pomagal je tu tudi Robin Hood. Ja, legenda pravi, da Robin Hood in vitez Ivanhoe naj bi tudi prispevala in spodbujala ljudi, da naj odkupijo njihovega kralja čim prej. Ker Richarda Levjesrčnega je imel rad. Je imel rad, ne pa njegovega brata, takrat še princ John v Angliji, ki vlada s trdo roko, recimo, to je ta povezava zanimiva. Ko je recimo kralj odkupljen in se vrne v Anglijo, kaj je bilo potem naprej v Angliji, nekako vemo, zopet se vrne zakoniti kralj. V Avstriji za Leopolda V. se je pa to izplačalo, ker od vsega tega srebra, ki ga je dobil od Anglije, da zgraditi mestno obzidje Dunaja. Srednjeveški Dunaj se ograjuje in tudi mesto se vzpenja na račun angleškega srebra. To je zanimiv podatek. Sam Leopold V. recimo je zelo žalostno zaključil življenje. Leta 1194 v Gradcu se udeleži nekega turnirja, pade iz konja, konj mu zdrobi levo nogo. In vojvodi morajo amputirati nogo, da bi preživel. 3 udarci sekire, pač takrat svoje opravijo. Vemo, da je bilo vse to brez anestezije še v tistih časih. In tudi, ampak vojvoda nekako stakne gangreno in je kljub temu umrl, pač ni bil rešen. To je žalosten konec v bistvu tega plemenitega vojvode, ki ni trpel krivice. Eden od znamenitih Babenberžanov. Kasneje, če si ugledamo 13. stoletje, pa avstrijska država zaide v veliko krizo, ko se bliža tudi konec te hiše von Babenberg, konec Babenberžanov. Eden njegovih potomcev, Leopolda V. je Friderik II., obenem zadnji babenberški vojvoda. Leta 1246 umre v bitki z Madžari, ker Avstrija se takrat nasilno širi z vojno.
In on je bil znan kot Friderik Prepirljivec, ki je umrl v tej vojni. Omenjala sva ga pa že v oddaji, 2 oddaji nazaj o mongolskem imperiju, ker že malce prej, leta 1241, so Mongoli pred Dunajem in je ogrožena cela Evropa. Ko je njihov kan umrl, so se morali vrniti v Mongolijo, da so novega izvolili in Evropa je bila rešena. In to nas je verjetno rešilo Mongolov. Vsekakor. Vsekakor. Če ne bi tisti kan takrat umrl, vprašanje, kaj bi bilo. Kako bi šlo potem naprej, ne? No, ampak kriza, sedaj je avstrijski prestol odprt, ker ni zakonitega moškega dediča, ko so Babenberžani izumrli. Razne nemške dinastije se potegujejo za prestol, vendar so v Avstriji zaznane kot tuje, neljube dinastije. Tako da nazadnje pride na njihov prestol takratni češki kralj, Otokar Přemysl, tudi zlati ali železni kralj, kot mu rečejo. Ker Češka je velesila v 13. stoletju, tega ne smemo pozabiti. Za marsikakšnega Avstrijca zelo privlačna tistega časa. In tudi to je edinokrat, da Avstrija dobi izhod do Jadranskega morja. Ker preko Avstrije, tudi preko slovenskih dežel in Istre, Otokar vlada tudi Jadranu. In to Čehi so še dan danes ponosni, recimo. Vendar ne ustanovi močne dinastije, ker pa pride Otokar v spor s svojim vrhovnim gospodom, z nemškim cesarjem Rudolfom Habsburškim, takrat v 13. stoletju. In Rudolf Habsburški Češki in Avstriji napove vojno. V bitki pri Dunaju premaga tega češkega kralja Otokarja in tudi svojim sinovom da v fevd potem Avstrijo. Tako pridejo Habsburžani leta 1278 na avstrijski prestol. To pa je nekako druga hiša za Babenberžani in obenem tudi zadnja. In potomci še živijo. Tako, to je tudi zadnja hiša, ki bo v Avstriji vladala do samega konca, celih 640 let, kot bomo videli. Tako so prišli nekako sovraženi Habsburžani, čisto naključno na avstrijski prestol, kot švabski tujci, kot jih takrat imenujejo v Avstriji. Nezaželeni. To je zanimiv podatek. Politika njihova je pa bila ne vojna, ampak poroke. Tako, prinesejo pa neko novo ideologijo Habsburžani, za razliko od Babenberžanov, svojih prednikov. Oni ne dajo toliko na vojno, čeprav so samo vojno dobili Avstrijo, to je ironično. Vendar vsi potomci Rudolfa I. zagovarjajo, naj se drugi vojskujejo v Evropi, ti, srečna Avstrija, pa se poročaj. Oni širijo zemlje predvsem s porokami ali pa potrpežljivo čakajo, da določene dinastije enostavno izumrejo. Ker so njihovi princi poročeni s princesami iz umrlih dinastij, tako pade vedno zemlja na Habsburžane. Odličen primer je, tukaj se Avstrija že širi sedaj, kot vidimo, poveže vse te dežele, ki jo danes poznamo kot Avstrijo. Dobili so Štajersko, so dobili prej že Babenberžani, recimo. Habsburžani dobijo sedaj še naše slovenske dežele v 14. stoletju, torej Koroško in Kranjsko, tudi Ljubljana pride zdaj pod njih, tudi Goriško, potem kasneje v 16. stoletju. In najbolj pomembna je pa mogoče Istra, zopet dostop do Jadranskega morja. Tam so bogata, interesantna mesta, Koper, Piran, malce južneje Umag, Novigrad, Pula recimo tudi. To je mikavno za Avstrijo. Sploh habsburški vojvoda Maksimilijan I. In so imeli mejni spor z Benečani. Tako. Maksimilijan I. je že tisti človek renesanse. On vlada iz 15. v 16. stoletje in on se pri Istri pride pa v spor pri morju z Beneško republiko, ki je takrat tudi velesila. Večina Benetk, oni so tudi zgradili ta mesta, ki sem jih prej omenil, zato imajo danes malce mogoče spominjajo na Benetke, ta določena mesta, tudi Piran ali Izola recimo. In zanimivo, če smo imeli mi pred kratkim arbitražo Slovenija in Hrvaška, spomnimo se dogodkov izpred dni, tednov nazaj. Takrat je ta spor, se ne zadeva niti Slovenija, niti Hrvaška, ampak pade to na Avstrijo in na Benetke. Popolnoma druge države so bile takrat, to je zanimivo. Bog ve, kaj bodo čez 1000 let govorili. Bo pa zopet kaj drugega, ja. Tako, in tudi Istra sedaj postane po letu 1500 avstrijska. Še prej v 15. stoletju so imeli pa kar težave za spor za Francozi, ki je trajal nekaj stoletij. Zopet je Maksimilijan, ki sicer zagovarja
politiko porokne vojne, vendar Francija je pa tista zahodna velesila, ob katero Avstrija trči, ki bo nekako tradicionalni sovražnik Avstrije. Ker imajo ravno tako apetite francoski kralji po sosednjih ozemljih, predvsem pa po Italiji. V Italiji se pa francoski in avstrijski interesi močno krešajo. Vendar je Maksimilijan rešil to drugače, da je še bolj ogrozil Francijo, da še omeniva še to, se poveže z najbolj bogato deželo Evrope, takrat z Nizozemsko, kamor spravi na prestole tudi svoje habsburške potomce in še pomembneje z največjo velesilo tistega časa. Habsburžani se povežejo z novo ustanovljeno Španijo. Avstrija je sedaj zaveznica Španije, kjer je Kolumb ravnokar odkril novi svet, Ameriko. Da malce smo nekako v letu 1492-1500 obdobje Maksimilijana I. In pa še s Portugalsko se povežejo. Habsburžani se poročajo v portugalsko in špansko kraljevo hišo in ko španski Trastamare, njihova dinastija, izumrejo, pridejo avstrijski Habsburžani za 200 let tudi na španski prestol, kar smo imeli v oddaji o Španiji. Avstrija je zelo močna takrat. Porok s Francozinami pa ni bilo? Ne, to pa še 300 let ne bo, vse do Marije Terezije. So pa zelo pazili. Ja, eni in drugi. Eni in drugi. Sedaj je habsburški obroč okoli Francije sklenjen. Na vzhodu Avstrija, Nizozemska, Flandrija, današnja Belgija, vse to je habsburško, na jugu habsburška Španija. Vse to ogroža sedaj Francijo. Tako da je slabo, nekako je kar slabo kaže takrat Franciji. Avstrija se pa vzpenja počasi. Se pa vzpenja in tudi na področju ver se reformira na nek način. Ne? Če je Maksimilijan I., ki umre leta 1519, začetek 16. stoletja, če se ukvarjal zgolj in edino s politiko, svojim ljubim mestom Innsbruckom, najraje vladal kar iz Tirolske, z Innsbrucka, ker je imel rad alpsko podeželsko Avstrijo in preproste ljudi. Dunaj mu ni bil preveč blizu. Bi rekli tipični, to pa potem v stereotipih, tipični Avstrijec? Tipični Tirolec, skoraj, bi lahko o Maksimilijanu govorili. Čeprav je svetovljanski vladar, ki se je povezal s Španijo, ampak po srcu je pa bolj Tirolec kot Avstrijec, torej zahodni Avstrijec. No, njegovi potomci imajo že malce težje delo v Avstriji, ker vemo, da takrat so že ideje iz Nemčije, Martina Luthera pridejo, pač protestantska religija, ki nasprotuje rimsko-katoliški in tudi papeški avtoriteti. To vero so pa imeli Habsburžani. Tako, Habsburžani pa kot strogo tradicionalni rimski zavezniki, podporniki papeža, nekako se ne strinjajo s temi idejami Martina Luthera. Zato tudi narod takrat, potomci recimo Maksimilijana, to so cesarji Ferdinand I. in tudi Maksimilijan II., ki vladajo v sredini 16. stoletja Avstriji, imajo kar težave s tem, s protestantizmom, ker večina prebivalstva prevzame protestantizem. Avstrija je že popolnoma protestantska okoli leta 1560, podobno kot danes Nemčija in Anglija. Tudi Slovenija, to tudi, imamo tudi. Zdaj. Ja. Recimo pri nas slovenski Luther tistega časa je Primož Trubar, ki ima podobne enake ideje kot Luther in nekako želi zreformirati Kranjsko, torej našo cerkev. In tudi po Lutherju in po Trubarju so avstrijski duhovniki protestantski, nekateri zgledujejo. In večina intelektualnega kadra, tudi duhovniškega in tudi plemstva v Avstriji protestantizem sprejme. To pa vladajoče habsburške hiši ni pogodu in na pomoč pokličejo jezuite iz sosednje Bavarske, ki pa nekako prevzgojijo zopet ljudi ali pa izženejo pomembne protestantske. To, kar smo mogoče kdaj slišali v zgodovini, je zelo nasilno, ne? Ne, v tem primeru, v primeru slovenskih in avstrijskih dežel, to po malce bolj mirni poti nekako poteka. Intelektualce prisilijo, da se izselijo. Na Grmadi nihče ni končal, da to omeniva. V Nemčijo, tudi Trubar vemo, da je moral v Nemčijo iti takrat v izgnanstvo. V Tübingen, recimo. Vendar pa tudi počasi se ta katolicizem vrača sedaj v Avstrijo. Tudi plemstvo, če želi še vedno obdržati moč, mora nazaj prevzeti katolicizem in nekako. Recimo lastniki bližnjega Bogenšperka pri nas v Litiji, Vagni, hiša Vagen, oni so bili zapriseženi protestanti, so imeli takrat kar veliko težav. Recimo tam, to je to obdobje 16. So se potem spreobrnili?
So se. Denar je sveta vladar. Ne? Res je, res je. Nekako ti jezuiti in tudi cesar Ferdinand I obljubijo več moči plemstvu, če se zopet vrnejo v katolicizem. Avstrija pa vseeno postane velesila. Tako, že za časa Ferdinanda I, ki je recimo vnuk Maksimiljana I, prej omenjenega. On je tisti, ki pa s porokami zopet širi. Avstrija se veča. In sedaj že nekaj časa vidimo, da ne govorimo samo o zgodovini Avstrije, ampak o zgodovini Slovanov, predvsem Slovencev. Sedaj leta 1526, ko pa Turki napadejo Madžarsko in pade madžarski kralj Ludvik II., pa tako madžarska kot češka krona pripadeta Avstriji, Ferdinandu I., ker je poročen sestro pokojnega madžarskega kralja, ki je bil tudi češki kralj, ta madžarski kralj. Tako oni resnično s poroko pridobijo skoraj celotno srednjo Evropo. Postane Avstrija več nacionalna. Tako, in češka, in slovenska, in s tem, ko pa dobijo Madžarsko. Združena proti turškimi upadi. Tako, s tem, ko pa Madžarsko pridobi Ferdinand I. Avstrija, pa dobijo še Slovaško, se pravi takratno Dolnjo Panonijo, pridobijo celo Hrvaško, se pravi Slavonijo, Zagreb z okolico in pa Dalmacijo. Dalmatinsko morje je 300 let avstrijsko potem, kot bomo videli. Avstrija je sedaj razširjena čez cel Jadran, od Istre pa do Črne gore. Ampak zanimivo, nikjer v teh deželah, ki si jih omenil, posod se je ohranil jezik tisti, ne? Ja, niso to je zanimivo. Nemškega. Tako, sicer, da se ogledava še ureditev. Celih teh 400 let od 16. do 20. stoletja sedaj Avstrija vlada tem deželam. Vmes še 30-letna vojna. Ki smo si jo tudi že ogledali v oddaji. Vendar sama ureditev je takšna, kdor želi izobraženi ljudje, ali gre to za češko, ali slovenske dežele, ali madžarsko, nima veze. Morajo znati nemško. Morajo znati nemško, če želijo služiti cesarju. Bodi si na Dunaju, bodi si v Budimu, bodi si v Pragi, Zagrebu, kjerkoli. Uradni jezik je nemški in uprava. Plemstvo mora tudi v nemščini govoriti. Meščanstvo ravno tako. Doma, seveda, tudi kmetje, ki delajo na poljih, uporabljajo vsi svoj jezik. Znotraj hiše, tudi na ulici, nižji sloj, vsem je dovoljen svoj jezik. Se pravi in madžarščina, in češčina, in slovenščina. Zato se je tudi to ohranilo. Zato se je to ohranilo. Tako, bomo pogledali še za primerjavo Zahodno Evropo takrat. Anglija, angleško kraljestvo, kjer so Tudori ali Stuarti takrat na oblasti. Njihovo širjenje oblasti proti Škotski, Walesu ali Irski je dosti bolj nasilno kot to avstrijsko, recimo, širjenje nad Slovani. Tam so Angleži usilili angleščino z ognjem in z mečem, in Ircem in Škotom, recimo. In oni danes, njihov jezik je skoraj da izumrl irščina in govorijo, kot vemo, angleško. Pri nas ni tako, ker je bila le malce bolj omiljena ta avstrijska politika, v primerjavi s kruto angleško takrat. No, omenila sva že v tem času tudi turška grožnja. To je bilo hudo takrat. Obleganje Dunaja tudi, ne? Ja, prvič že leta 1000. Tudi pri nas so se kresovi zažigali, da so se nekako obveščali. Tudi tabori so nastajali, recimo, kot obramba pred Turki. S kresovi so si seveda kmetje signalizirali, kadar je turški upad in ta nevarnost. Potem recimo že sam Dunaj je prvič ogrožen bil, že leta 1529 je veliko turško obleganje in k sreči Ferdinand pokliče te nemške landsknehte, najemnike, da so ga rešili Turkov. No, potem, če gremo pa kasneje pogledati, ko pridemo po 17. stoletje, ko pa Avstrija postane evropska velesila na vseh področjih, kot bomo videli. Na začetku jo 30-letna vojna malce oslabi. O tem danes ne bo veliko govorila, ker smo imeli že oddajo. Vendar nekako izide kot zmagovalka na papirju iz 30-letne vojne, kjer se je bojevala predvsem zoper Švede in zoper Francoze. To je bila pač evropska religiozna vojna. Sedaj po tej vojni se pa zopet pojavi celo 17. stoletje, se bo Avstrija bojevala zoper Turke in se usmeri še proti Balkanu. Tudi za časa Sulejmana Veličastnega. Tako, to je 100 let po Sulejmanu, recimo, 17. stoletje, vendar Turki niso še nič kaj manj močni zaradi tega. Še vedno prodirajo, predvsem je tukaj Balkan ogrožen, tudi Bosna in Hercegovina takrat, Srbija recimo je najbolj
ogrožena in tudi Grčija in Srbija najbolj trpita pod turškim okupatorjem, ker se ljudje najbolj upirajo. Avstrija nekako si zada vlogo, da bo rešiteljica ne samo Balkana, ampak celotne srednje in tudi celotne Evrope pred turško grožnjo. To je to njihovo poslanstvo ali križ proti polmesecu, kot rečejo Dunajčani, to bo ta vojna. Nekako logično. In leta 1683, to je že bolj proti koncu 17. stoletja, ko vlada že Leopold I. Habsburški. V Turčiji pa, mogoče veš... V Turčiji veliki vizir Kara Mustafa, ki je močnejši takrat od paše in on je tisti, ki z vojsko, kot turški kancler, bomo rekli, ali premijer, in tudi vrhovni vojskovodja je pač vedno veliki vezir, kot rečejo Turki. Kara Mustafa je takrat in on pride pred Dunaj s tisoči in tisoči, 100 tisoči Turki in zelo dolgo oblegajo mesto. Pol leta je kako? Leta 1683, traje kar več kot pol leta že to obleganje. In Dunaj je skoraj da že na tleh prebivalci. Cesar se je tudi umaknil, je moral na Bavarsko zbežati, vendar od tam spodbuja svoje rojake in tudi Dunajčane naj vztrajajo, da bo poslal pomoč. Resnično pride velika združena evropska armada pod poveljstvom poljskega kralja, takrat Jan Sobieski, ki je rešitelj Dunaja nekako. Turke preženejo, združeni Poljaki, Bavarci, Avstrijci. Tudi nekaj Italijanov in Francozov se celo takrat bori, čeprav so Francozi sovražni načeloma Avstriji. Nekateri gledajo na to kot na poslanstvo, pač evropska vojna proti Turkom. In takrat Turki v taki naglici pobegnejo, ker ne pričakujejo združene evropske armade. To je zelo pomembno leto za celo Evropo v bistvu. 1683 rešitev obleganega Dunaja. Turki se umaknejo, pustijo vse šotore, vse dragocenosti takrat, vse zaklade in najbolj pomembne, še en tak zanimiv podatek, nekaj zelo dobrega so Turki pustili. Recepte za sladice in recimo kavo, ki je v Evropi še eksotika takrat. Tako Poljaki kot Avstrijci te turške recepte z veseljem sprejmejo in od takrat dalje ima Dunaj tradicijo slaščičarstva, ko so to od Turkov prevzeli. Ogromno piškotov, čokolade. Takrat rečemo, da pijemo turško kavo? Ja, točno to. Tukaj izvira tvoja. Poljaki ravno tako poberejo recepte. Kam pa so se umaknili Turki? Turki se prek Balkana omikajo vse nazaj do Turčije, vse do Istanbula. Seveda tudi vmes tam še kaj opustošijo, kot je njihova navada, janičarji. Kara Mustafa spusti janičarja nad prebivalstvo, da se izživljajo. Vendar pa, ko v Istanbulu pride vest, da je turška vojska poražena, pred Dunajem morajo Karo Mustafo kot poraženca sami Turki ga zadavijo. Tako konča ta poraženec, ki je ogrožal celo Evropo. In potem ni bilo nikoli več ogrožanja Dunaja? Takšna velika grožnja kot tukaj nikdar več. Vendar pa se turške vojne še ne končajo s tem. Še prvo polovico in skoraj celo 18. stoletje še poteka. Pride veliki mož takrat na prizorišče, že kot mladenič se je bojeval pri obleganju Dunaja. To je princ Eugen Savojski. Ali cesar v senci, kot mu rečejo takrat v Avstriji. Je italijansko-francoskega porekla. Sončni kralj Ludvik XIV. Ga ni želel sprejeti v francosko armado, recimo, v zahodnji Evropi, ker je bil neznatne postave. In so se mu posmehovali na dvoru v Parizu. In užaljeni Eugen se umakne vzhodno v Avstrijo na Dunaj, kjer pa pridobi zaupanje cesarja Leopolda I. In on mu da celotno poveljstvo nad avstrijsko armado. In on je tisti, ki se desetletja potem bojuje še ali na slovenskih tleh, ali hrvaških, ali na Balkanu, nenehno proti Turkom. Turškimi upadi. In je zelo uspešen, tudi da omeniva še to. Eugen je znan tudi iz časa druge svetovne vojne, ampak ne on, ampak Nemci, če se ne motim, nacisti so podeljevali posebno priznanje za hrabrost. Princ Eugen, kot rečejo v nemščini, da so pač to talali. Čeprav sam Eugen najbrž se s tem ne bi strinjal, ker on ni bil niti rasist, niti nacist. Ni imel besede, ga že dolgo ni bilo. Ne. Je pa tako obogatel s temi vojnami proti Turki. Za nekaj let je celo Beograd osvobodil turške grožnje, recimo po Donavi je prišel. Je pa tako obogatel na Dunaju na stara leta, cesar mu je ogromno premoženja že nekako volil in on je zgradil palačo Belveder na Dunaju. To je zapuščina Eugena in ne Habsburžanov. In je imel tam tudi umetniško zbirko raznih
kiparskih, slikarskih del, v visoki starosti je umrl ta častitljivi general. Goran, je dovolj vojn? Greva še malce na kulturo. Vidimo, da je kar precej zgodovina vojn v Avstriji tukaj, poleg kulture. V tistih časih smo spet malce mi povezani z Valvazorjem. Ko smo že za časa Eugena, to je pozno 17. zgodnje 18. stoletje, cesar Leopold, ta izraziti habsburški vladar z močno čeljustjo naprej, kakršen je bil, vlada, ki pa je pravi poliglot. Zna seveda materni nemški jezik, obvlada tudi madžarščino, italijanščino, španščino, francoščino. Če se potrudi, ko posluša, razume tudi hrvaški in slovenski jezik. Takšen je bil. Zanimal se tudi za našega Janeza Vajkarda Valvazorja, slišal je takrat o njemu, polihistor. Delno mu je tudi nekaj podpore dal, večinoma pa vemo, da ne, ker je moral Valvazor bolj ali manj kar sam financirati svoje izdaje knjig in vemo, da tudi ko je umrl, ni bil preveč premožen ob smrti Valvazor, to je ta žalostni podatek. In verjamem, Goran, da si bil kar precej srečen, ko si zdaj nedavno srečal nekaj potomcev. Kar veliko potomcev in se z njimi pogovoril na Medijskem gradu in na gradu Zanimiv dogodek, ki bo vedno lep spomin. No, poleg tega tudi takrat arhitektura slovi, recimo v Avstriji baročna, Gradec in Dunaj se v evropske metropole razvijata, pa tudi glasba se začenja takrat, zelo pomembna. Recimo, predvsem je to češki skladatelj Johann Heinrich von Bieber, recimo z Češke, prej tudi Zelenka, skladatelj, oni služijo Leopoldu. Leopold se zelo za molitev in za glasbo zanima. Žal me usoda tudi vojskovanje s Turki namenila, kot smo videli. No, ampak po tem obdobju pridemo počasi v 18. stoletje do znamenite vnukinje Leopolda I., to je že cesarica Marija Terezija. Nekako najbolj znana. Tako. Reforme je opeljala, obvezno šolstvo, obvezno služenje vojaškega roka. Kmete je precej tlake osvobodila na prigovarjanje sina Jožefa II. To smo že imeli oddajo, tako da naj si gledalci kar še to ogledajo, da se malce spomin osvežijo. No, zanimivo je, če dalje bolj, sploh v 18. stoletju se zopet glasba pojavlja in Dunaj postane evropska svetovna metropola glasbe takrat. Podobno, kar je recimo bil v 20. stoletju London v 60. letih. Samo Dunaj, tudi Salzburg? Za primerjavo. Ja, prej Salzburg je tudi bil še iz renesančnih časov in baročnih, recimo. Vendar je Dunaj tisti, ki dobi pač to titulo. Salzburg je bil znan potem, da je Bieber že prej deloval tam, pa tudi rojen je en zelo znameniti, največji avstrijski skladatelj vseh časov, vemo, Wolfgang Amadeus Mozart se rodi v 18. stoletju v Salzburgu. In on je tisti, ki na Dunaju in v Parizu niti ni tako uspešen, bolj so ga v Pragi sprejeli, recimo. Pražane ima zelo rad, ker so posvojili njegovo glasbo, seveda pa tudi na Dunaju deloval. In za prvo dunajsko šolo štejemo nekako Haydna, Franz Josef Haydn, seveda Mozarta. S podobnim imenom jih je kar nekaj, ne? Malce mešamo to nekaj. Ja, imamo Handla. Handel je kranjski skladatelj, bolj znan Jakob Handel, mi mu rečemo Jakob Galus. Živel je 16. stoletje, renesansa. Potem je Franz Josef Haydn, avstrijski skladatelj 18. stoletja, tudi Mozartov učitelj in zaupnik. Vmes 17. stoletje je bil pa še Georg Friedrich Händel, nemški skladatelj oratorijev, ki je deloval v Londonu, da ne bo kdo to zamešal. Ti, ko slišiš glasbo enega ali drugega ali tretjega, ti je tako jasno vse. Ja, tudi če same skladbe ne poznam, vsaj slog nekako prepoznam, komu bi pripisal. No, recimo, poleg Mozarta in Haydna na Dunaju moramo omeniti pa največje ime mogoče tistega časa, ki pa je edini, ki ni avstrijski skladatelj, priseljenec iz Nemčije, iz Bona, Ludwig van Beethoven. To pa mislim, da vsi poznajo, ki je tudi danes za enega največjih glasbenikov in umetnikov vseh časov. So bili omenjeni tudi takrat tako cenjeni? Žal ne. Ne. Za časa življenja še največjo slavo mogoče je doživel Haydn, stari mojster učitelj, ki je umrl na Dunaju leta 1809. Mozart je imel obdobja, ko je bil zelo uspešen, umrl je v strašni revščini in zelo mlad, kot vemo.
Beethoven je bil pa sploh tisti, ki pa je sploh nerazumljen za časa življenja. In samo redki meceni, plemiči, ki so financirali njegove koncerte. Grof Razumovski, recimo na Dunaju, Lihnovski ali pa tudi Gallenberg, potomci lastnikov kisovškega Gamberga, recimo, so med meceni Beethovna in podobno. Ti ljudje so ga razumeli do neke mere, večina kritikov in poslušalcev z nami, pa ne. Ja, to je zanimivo, ja. Včasih premalo cenimo te zadeve, ne? Res je, ja. Potem pa počasi začne probleme delati Napoleon, ne? Ja, zdaj smo prišli že za časa francoske revolucije in do leta 1800, ko se cela Evropa ukvarja z dogodki v Franciji. Napoleon je tisti, ki vemo, tudi to sva imela oddajo zelo zanimivo o tem velikem vojskovodju. On je tisti, ki ogrozi predvsem Avstrijo, pa Prusijo, dežela v severni Nemčiji, kjer je Berlin prestolnica, in pa Rusko carstvo. Avstrija se s Prusijo in Rusijo v koalicijo, sveta koalicija zoper Napoleona. Avstrijski cesar Franz Habsburški se poveže in Napoleon se leta 1804 recimo v Francijo korona sam za cesarja Francije. In zdaj gre Francu Habsburškemu to v nos, ker je samo nadvojvoda Avstrija in tudi on si da narediti titulo, poseže po stari kroni, ki obstaja že iz 16. stoletja, vendar ni bila uporabljena in se istega leta 1804 tudi Franco krona za cesarja Avstrije. Tako iz nadvojvodine postane cesarstvo Avstrija začetek 19. stoletja. Vemo, da je Napoleon potem celo poročen z eno od Francevih hčera, živi v Schönbrunnu, vendar ga seveda Waterloo na koncu odnese. Bitka pri Waterlooju in Evropa in Avstrija sta rešeni Napoleona. Dunaj je tisti, ki leta 1814-15 diktira mirovne pogoje. Knez Metternich narekuje na Dunajskem kongresu, pač kako bodo sedaj meje Avstrije, Nemčije, Francije. Takrat ima Avstrija veliko moč po padcu Napoleona. In Napoleon mimogrede nima veliko spomenikov po svetu, ampak v Ljubljani pa... V Ljubljani ga ima, ker pri nas je bil pa zaradi ilirskih provinc kar precej priljubljen. Za razliko v Avstriji pa ne. Kjer velja za diktatorja, osvajalca in tako naprej. Gradec v Gracu je dal zažgati grad, in domačini še danes mu to zelo zamerijo. Poznam veliko Gračanov in ga nimajo preveč v čislih Napoleona. Ja, greva še malce naprej. 19. stoletje. 19. stoletje, tudi vladavina cesarja Franca Jožefa, ne? Pa vmes še kakšna slika, recimo Hans. Franc Jožef, sedaj po Napoleonu je Avstrija dobila tudi že Salzburško, ko smo omenjala, in tudi Tirolsko, in Avstrija je zdaj strnjena tudi kot takšna, kot jo danes poznamo, etnično, tam, kjer se pač govori nemščina. Je pa za časa Franca Jožefa, ki vlada najdlje od leta 1848 pa do 1916, do sredine Prve svetovne vojne, velesila ne samo v vojaškem vidiku, ampak tudi, kot vidimo, iz gospodarskega in predvsem iz kulturno-umetniškega vidika. Če pridemo v sredino 19. stoletja, pa proti koncu do leta 1900, zgodovinarji rečejo kar, da so 20. stoletje izumili na Dunaju. Leta 1900. Najbolj znane imena Evrope so takrat na Dunaju, če si ugledava nekaj tega. Dunaj kot mesto, metropola, dobi po letu 1860 zaradi določenih arhitektov še bolj svetovljansko podobo. In ni nič kaj avstrijsko mesto, če gledamo iz tega vidika. Avstrijska so recimo Salzburg, Gradec, Innsbruck, da je nekaj tipičnega tudi podeželskega. Dunaj pa mešanica. Dunaj pa mešanica, tudi italijanski, španski slog najdemo, angleški, francoski, vse, češki. In kasneje tudi nekaj slovenskega. Kasneje tudi slovenskega, recimo, ker dela dela veliki Max Fabiani, zgradi recimo znamenito Uranijo na Dunaju. Tudi njegov učenec, Plečnik, Jože Plečnik, je veliko okrasil Dunaj s svojimi prispevki. In to naši vodiči po Dunaju radi pokažejo, kar se tudi spodobi. No, to je v arhitekturi, recimo psihoanaliza se na Dunaju razvija in znanost. Tukaj sta znameniti
psihoanalitik Sigmund Freud, ki ga še kako ceni tudi naš zasavski Roman Vodeb. Vemo kdo, tako. On se predvsem z vidikom spolnosti ukvarja in psihe. Tudi tale Freud in Karl Jung je recimo njegov sodobnik, ki mu malce nasprotuje. Potem, če gremo pogledati v slikarstvo, imamo enega največjih umetnikov vseh časov, to je Gustav Klimt. Takrat, ki so mu všeč vitke, elegantne in bledolične ženske, takšne so njegove muze. On ustvari to secesijo dunajsko, torej secesija kot odcepitev od stare umetnosti, od klasične. In on ustvarja po svoje, zelo veliko zlate in črne barve uporablja v slikah. Recimo znan je tudi Egon Schiele, njegov, bomo rekli, občudovalec, mlajši slikar. Potem glasbeniki, zopet na Dunajsko šolo se nanaša družina Strauss, Johann Strauss, ki sklada valčke takrat, tudi njegova dva brata, Jozef in Edvard, ga posnemata. Še eden velik skladatelj je za moje pojme drugi največji po Beethovnu, ki živi takrat leta 1900 na Dunaju, to je Gustav Mahler, ki ima zelo dolge titanske simfonije. Tako da Dunaj, kar se tiče lahkotne glasbe, ponuja Straussove valčke tisti čas, kar se tiče malce bolj mistične titanske glasbe, pa tukaj vsekakor Mahler. Tako da seznamu ni videti ne konca, ne kraja teh umetnikov. Pa mnogo Slovencev se je šolalo tudi na Dunaju, tudi Prešeren. Tudi Prešeren je že prej bil, dobrih 80-70 let prej, še za časa Napoleona. Vsekakor je Dunaj mikaven za slovenske. Za Slovence, ne? Ker so dobili in pisatelje in študente. Izobrazbo temu primerno, ne? No, da omeniva še arhitekturno, Dunaj po zaslugi arhitektov, takrat, ko dobi tudi recimo Hansen, Theophil Hansen, danski arhitekt iz Kebenhavna, Dunajski parlament zgraditi v slogu antične, bomo rekli, atenske antike, klasicizma in tudi Ateno boginjo postavi takrat simbolično pred Dunajski parlament. Če že v parlamentu ni modrosti, je modrost vsaj pred parlamentom. Atena je boginja ne samo vojne, ampak tudi taktike in modrosti. In tako se malce Hansen roga takratnim politikom, to je zanimivo, da je modrost zunaj. Veliko, tudi opera recimo takrat je zgrajena, določene neogotske katedrale, zanimivo, ampak to je lahko oddaja zase. Čisto zase, ker že zelo kmalu potem pridemo do prve svetovne vojne. Ja, če je velesila na vrhuncu, do leta 1914 se začnejo pa problemi kazati že prej. Vemo, so že balkanske vojne potekale takrat, spor med Bolgarijo in Srbijo, delitev turškega plena. Atentat v Sarajevu leta 1914, Gavrilo Princip, ko streli prestolonaslednika Franca Ferdinanda, je to Avstriji hud udarec. In sama Franc Jožef že ostareli, stric umorjenega Franca Ferdinanda, cesar Franc Jožef Srbiji napove vojno, da pač ultimat, najprej potem pa vojna napoved, ker Avstro-Ogrska takrat sama želi reševati spor izključno samo s Srbijo, da bi jo ponižala v vojni. Svet pa to izkoristi, Avstro-Ogrska zaveznica Nemčija si pa cele Evrope želi recimo. In vojno z Rusijo in s Francijo in z Anglijo. In vemo, kaj se je zgodilo, imeli smo oddajo v prvi vojni, morija 4 leta. Tudi ogromno mrtvih na slovenskem ozemlju. Tudi, predvsem tale Soška fronta, kjer so pač naši fantje v avstro-ogrskih uniformah se bojevali zoper italijansko vojsko. Služili so seveda vsi vojaki, tudi avstrijski, češki, madžarski, veliko bošnjaških, muslimanskih vojakov na Soški fronti. Hrvaških, tudi nekaj. Takrat se je cela Avstrija bojevala proti Italiji in v bistvu zmagala. Ker pa je Avstro-Ogrska poražena na koncu, kot zaveznica poražene Nemčije, Italijani dobijo vse tukaj to zemljo nazaj, oziroma še celo do Vrhnike vemo, da so prišli potem. In takrat eksodus slovenskih, ki so živeli tam prek Murje, ker je bila pa že tudi kraljevina Srbo-Slovencev in Hrvatov, je pa že kralj ugotovil, da je pa dobro te zavedne Slovence dati na mejo z Madžarsko. Tako. Ampak, če si pa pogledava sedaj pri sami Avstriji, monarhija se razbije 1918. Avstrija
razkrčena v republiko, nič več ni cesarja, Kaj pa zavladajo Habsburžani? predsednik. Habsburžani so pa izgnani takrat, zadnji cesar Karel, ki je oče nedavno preminulega Ota Habsburga. Ki je bil prijatelj Ki je Slovenije. bil prijatelj Slovenije. On je izgnan na Portugalsko, na otok Madeiro. Usmilil se ga je tudi španski kralj Alfons XIII, tega Karla, zadnjega avstro-ogrskega cesarja. Kmalu je mož umrl, ni Cesar brez cesarstva. cesar brez cesarstva in njegov sin Oto, sin umrlega Karla, takrat po Evropi ogromno ugleda pridobiva. Sama Avstrija 20-30 leta je pa sedaj republika, v obliki nekako točno takšna, skoraj da kakršna je danes, majhna dežela, Dunaj kot velika metropola, takrat dalje je znan kot glava brez telesa, ker ne vlada več Če velikemu bi takrat imperiju. malce več veljave dali generalu Majstru, bi bila mogoče še malce manjša, ne? Bila mogoče še Ampak v res Ljubljani, v hotelu recimo nekako. politiki so vedno bolj sebični in vrne, gledajo ne, po ja, svoje in tako, jih ja. ne zanima, kaj se s Slovenijo dogaja. To je žalostno. Filmska industrija takrat se v Avstriji precej razplamti, ne v sami Avstriji, bolj v Nemčiji, ker veliko avstrijskih umetnikov v nemškem filmu deluje pred drugo svetovno vojno. Erich von Stroheim, Otto Preminger recimo. Fritz Lang, ki v Berlinu posname prvi veliki znanstveno-fantastični film Metropolis, ki je znan še dan danes, narejen s strani avstrijskega režiserja. Vendar se začne kriza v 30 letih gospodarska v svet zajela in tudi Avstrija ni izjema. Sedaj si bomo gledali še nek fenomen, ki ni znan. Vsi poznamo nacizem Adolfa Hitlerja in vzpon in v Avstriji in v In Nemčiji. fašizem v Italiji, ne? In fašizem v Italiji. Obstajal je pa tako imenovan še avstrijski fašizem, ki je neodvisen od avstrijskega nacizma, ne gre za isto gibanje. Temu se reče avstrofašizem, ki ga vodi takratni kancler Avstrije, tudi za kanclerja je izvoljen, Engelbert Dollfuss se je imenoval ta mož. In ta avstrofašizem temelji bolj na spoštovanju stare tradicije, na katolicizmu, na tradiciji, nekako ni toliko nacionalistično usmerjen in tudi ne zagovarja združitve z Nemčijo. To je zanimivo. Avstrijskim nacistom gre pa to v nos in zato SS-ovci umorijo Dollfussa, avstrijskega fašista, da lahko nacizem prevlada nad fašizmom. To je zanimiv podatek, ki ni tako Ki znan. ni toliko znan. Avstrija je imela ogromno diktatorskih režimov, ne samo nacizem takrat. Ko je Dollfuss umorjen, pride avstrijski nacist, sicer češkega izvora, Artur von Seyss-Inquart. Originalno se je pisal Zajtih, Artur Zajtih, ker izvira iz Češke, to je zanimivo. On je tisti, ki postane kancler Avstrije leta 1938 in on pa že pripravi Anschluss, priključitev Hitlerjevi Nemčiji, kar se 1938. leta zgodi in Avstrija je potem 7 let do leta, vemo, 1945 zvezana z Nemčijo in gre še v eno morijo druge svetovne vojne takrat. Ki je ravno tako poražena. Kot v prvi vojni. Nacizem je takrat nek propade, seveda. Potem srečna spet, ko postane samostojna. Ja, traja 10 let po drugi vojni do leta 1955, da se malce te čete britanske, ameriške, ruske, da se omaknejo iz Dunaja in iz Avstrije, ker vemo, da so bile to potem okupacijske cone zaveznikov. Vzhodna Nemčija je bila še večji problem, kot vemo, ki je sovjetska ostala zelo dolgo. Avstrija, tako. Zahodna Nemčija tudi nekaj časa, kjer so bili Angleži in Američani in Francozi. Oni iz Avstrije se pa leta 1955 že vsi umaknejo in Avstrija se lahko tukaj zelo zopet posveti svoji nekdanji veličini oziroma izgradnji gospodarstva. In res postane sodobna Avstrija. In od leta 1955 do danes, do 2017, bi lahko rekli ena bolj uspešnih držav v svetu, ne samo v Evropi. Marsikateri državi vzor. Tako. Zadnja leta je šlo celo bolje kot severni sosedi Nemčiji, da omeniva še ta podatek, ker tudi sam sem v Gradcu spoznal veliko mladih Nemcev, ki so se preselili kar v Avstrijo. Ker so rekli, da je gospodarska kriza bolj zajela Nemčijo v zadnjih letih kot Avstrijo. To je bilo zanimivo. Ampak v vseh teh desetletjih razvijajo, vemo, tudi športna velesila je, da še to omeniva. Predvsem zimska. Zimsko-športna, skakalci, smučari so zelo znameniti. Recimo Niki Lauda kot voznik formule, tudi njega ne moreva zaobiti. Znana je še po Red Bullu, izdelujejo ga v Salzburgu, ta umetna pijača, ki ti da krila, kot pravi reklama.
Znana je tudi zopet po filmski industriji, sicer je seveda Nemčija jo prehitela v vseh pogledih, vendar pa Avstrija sploh v 50-ih letih je razvila tako imenovan žanr domovinskega filma, ki prikazujejo življenje Elizabete Sisi, žena Franca Jožefa. Travniki, Alpe, njena potovanja, vse je lepo v cvetlicah, to je bilo zelo modno. In zelo privlačno za turiste. In ti filmi so v bistvu ustvarili na nek način avstrijski turizem, ko že to omenjaš. Zelo privlačna. Avstrija ima dva obraza, podobno kot Bavarska, odkoder je nekako tudi šla, kot smo videli. Močno meščansko kulturo na eni strani, Dunaj, Gradec, Salzburg, na drugi strani pa idilično podeželsko kulturo, lahko rečejo temu, tudi glasba. In radi imajo Avsenike, ne? Radi imajo Avsenike. Oberkrajnerje. Tako, Oberkrajnerji, vemo, tudi njihova nacionalna moda avstrijska je v bistvu prevzeta samo od Bavarske, zelo podobna. Kot tam natakarice so podobne, ko strežejo pivo. In za časa Jugoslavije, ko je bila tudi v Jugoslaviji kriza, smo zelo radi šli čez mejo v Pliberk ali pa kam drugam. To je bilo kot neke vrste pustolovščina. Po nakupe, tako, da po tisto, kar pri nas nismo dobili. Upravljali nakupe, res je. Zdaj pa ogromno naših, žal mladih, odhaja na delo v Avstrijo. Ja, seveda. Žal, ne. Za njih pa očitno bolje, kot vidimo. Ja, vsekakor. Beg možganov bi lahko tudi temu rekli. In stereotipi v Avstriji, da so to ena... Ja, nekaterih alpska dežela, so to jodlari. Ja, delno drži, kot sva rekla to. Po drugi strani pa imamo vrhovno svetovljansko kulturo, recimo Dunaj svoj čas, tudi leta 1900, kot smo videli, je bil skupaj takrat v rangu s Parizom in z Londonom, ki sta bila ravno tako privlačne destinacije, vendar je bil še bolj naprednejši od teh dveh mest. To je zanimivo. No, še danes se ta blišč pozna. In v času osamosvajanja so bili pravi ljudje tudi v Avstriji na oblasti, da so nas podprli leta 1991 in tako naprej. Res je. Res je pa, da imajo nenehno tista temna sila Avstrije, pa ta senca nacionalnega socializma, nacizma, še danes malce leži. Jorga Hajderja, ne? Hajder, recimo, je bil en takšen primer, ki se je zgledoval, povemo komu, tudi po Adolfu Hitlerju med drugim. In tukaj imajo znotraj politike še malce težav, najbrž bo tako še naprej. Načeloma k sreči pa vedno vladajo kanclerji in predsedniki, ki so usmerjeni v svet. Zato Avstriji tako dobro kaže. Avstrijo bi ti kar živel, ne kaj? Ja, je taka zanimiva kultura. Meni osebno včasih, ko pridejo kakšni turisti ali pa tudi, bom grdo malce rekel, neuki Slovenci določeni, jo zelo radi primerjajo z Nemčijo, češ se to je pa isto, pa isti jezik, pa isti narod. Vendar res pravim, ker pač sam poznam razliko, da ni popolnoma isto, da je v Avstriji le malce drugačen pridih in bi lahko rekel, pa nočem se da užaliti Nemčije, vendar je kulturni nivo na višjem nivoju v Avstriji mogoče kot v Nemčiji, zato tudi meni bolj odgovarja, kadarkoli tja potujem. Tudi njihova kulinarika? Kulinarika, rad imam dunajski zrezek, zahar torto, maner napolitanke, ki se dobijo, hvala Bogu, tudi posod pri nas. In to mi je všeč. Ampak boš še stal kar v Sloveniji, ne? Bomo stal kar tu. Ne bi pa bila to slaba dežela, brez težav bi se dalo tam živeti. Tako, pa veliko muzejev in kulture sploh na Dunaju. Kjer pa si ti doma, ne? To je kar blizu mi. Goran, hvala za obisk v studiu. Moja želja je, da naslednjič mogoče kaj o Kambodži poveva, o rdečih kmerih, to je še ena odprta tematika. O Pol Potu. Zdaj, nedavno sem gledal zanimivo oddajo o kraljevini Havaji. Aha, tudi, to sva tudi že omenjala. Ki so zdaj že nekaj let Kako so Havaji prišli pod ZDA. Pod ZDA, tako da... Tem je šel. Švica je recimo tudi zanimiva tematika. Tudi, ne. Ko sva imela danes Avstrijo. Tudi oni imajo radi Avsenike, ne. Tako, ampak je popolnoma drugačna kultura od Avstrije. Dežela referendumov, ne. Tako, in tudi ureditev popolnoma drugačna. In imaš kaj denarja v Švici? Žal ne. Goran, hvala ti za obisk v studiu, za to oddajo, za to, kar si nam povedal o Avstriji. Seveda še dobrodošel. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.